Čeprav je namen srečanja druženje in izmenjava izkušenj, so tokrat govorili predvsem gostje, ki so podjetnikom nanizali veliko informacij, koristnih za njihovo poslovanje. Mislim, da je tako srečanje dobro, želijo se biti več nas podjetnikov. V semiški občini posluje 53 gospodarskih družb in malih podjetij. Zaenkrat vsi uspešno premagujejo gospodarsko krizo, ocenjuje županja. Veliko podjetnikov je tudi kandidiralo za sredstva Pokopja, to se pravi, da imajo projekte, imajo neke vizije razvoja in tudi to je spodbudno, se pravi, da na tem področju lahko pričakujemo rezultate v naslednjem obdobju. Prihodnji mesec bo objavljen 3. razpis za razvoj Pokolpja. Tokrat bo podjetnikom na voljo okrog 4 milijone evrov. V Ricu Bela krajina in razvojnem centru Novo mesto so že pripravljeni, da jim pomagajo pri prijavi na razpis. Velja ga izkoristiti, kajti denar za naložbe je težko pridobiti, je bilo slišati v Semiču. Banke so jako trde. Mi smo res še vedno veliko investicijo, z majhnim vložkom banke, samo dobro boniteto imamo, ampak težko pridobili ta sredstva. Jaz sem do te gospodarske situacije več ali manj poznan kot kritičen. Občina bi morala gospodarstvu še malo bolj pristopiti, tudi nameniti kakšna sredstva več. Občina si predvsem prizadeva zagotoviti pogoje za poslovanje podjetij in z nizkimi cenami zemljišč v industrijski coni, odpovedali so se tudi komunalnemu prispevku, pritegniti nove naložbenike, pravi županja. Zaenkrat je še nekaj prostora, razmišljamo tudi o širitvi na drugo stran ceste. Pogoji, kot je širokopasovno omrežje, ta pogoj imamo zadoščen, se pravi elektriko, upajmo naslednje leto tudi več ne bo problemov. Seveda pa ostaja največji problem, zaradi katerega je naložbenike težko privabiti v Belo krajino. To pa je slaba cestna povezava, dodaja Kambičeva.